Dobrodošli na Valvazorjevem domu, smo 2. julija 2025 in odpravljamo se na stol. Parkirala sva pri tem domu, plačljiva rampa je od spodaj v završnici, ali tako nekako se reče, in se odpravljava naprej. Pozdravljeni še enkrat. Imel sem majhne težave z mikrofonom eksternim. Namreč zadnjič sem ga poskušal usposobiti, da bi lahko kaj posnel, pa mi pa ni uspelo in sem očitno podrl sinhronizacijo oziroma pairing z kamero, tako da sva zdaj to uspešno nazaj nastavila. Kot pravim, odpravljamo se na stol, ura je 7 pa 5 minut, sva skoraj celo 1 uro pa 5 minut v zaostanku predvidenem. Ampak bo že. Pred nami je en tak čudovit dan, sicer bo brez oblačka. S sabo mama zadosti vode, na stolu pa, kot veste, je tudi planinska koča, tako da bo kar okej. Sama cesta do sem gor, sem prej hotel povedati, je plačljiva, od spodaj je rampa, plača se s kartico ali z gotovino 10 evrov. Sam makadam je razen na nekih mestih malo rebrast, zelo lep, in pa tudi vsi tele hujši klančki so lepo poasfaltirani, tako da se da fino pripeljati do tega doma. Je pa tle gor ni ne vem koliko parkiriščno, tako da se splača iti malo prej, da dobiš, če ne se pa še da pač dol ob gozdu, ob cesti parkirati. Tako da ni problem. Tako, kot sem že prej povedal, na stolu sva že bila nekajkrat. Mislim pa, da zdaj nazadnje, ne vem katerega leta, mislim, da kakšne 3 leta nazaj, kaj takega. Kaj je? Wow, poglejte si to krasoto. Že takoj nas se zgodi. Ja, tale stol je res tudi zelo lepa destinacija za vse pohodnike. Sva pa kakšne 2 uri prepozna, zato ker naju čaka pol ob povratku. Kaj še naj povem na kratko, mislim, da je okrog 1080 višinskih metrov za narediti. Tle od spodaj piše 2 uri pa pol, na hribi.net piše 3 ure. Jaz mislim, da bo kar ene 3 ure potrebno, do gor bova pa videla, koliko sva hitra. In že sva na mestu, kjer se odločila, da greva po krajši, po Žirovniški poti. Lahko pa greste tudi po Zabrežki poti. Ena je 3 ure, ena je pa 2 uri 30. Tale pot, ki sva jo zbrala levo, je kar precej strma, tako da jaz razmišljam, da bova nazaj se pa po vsej verjetnosti vračala po oni drugi desni. Tule zdaj snemam na enem predelu, ki je malo manj strm, ampak do zdaj gor je šlo kar fajn navzgor. Toliko da veste, nisem kaj preveč snemal, je pa recimo še 10 do 15 stopinj strmejše na določenih mestih kot spodaj, kot pa je tle, kjer zdaj greva. Čeprav se to na kameri itak ne vidi. Sva pravkar ven iz prvega gozdička in prečeva te zelo strme travnike po potki, ki je lepo cikcak speljana. Dol še vedno Blejsko jezero, avtocesta. Se pa že dela malo mrčasto. Tle je pot spet malo pokazala zobe in se nama je začela postavljati bolj pokonci. Tle pa treba biti celo malo pazljiv. Božja je pravkar slikala arniko.
zdravilno rožico za v šnops. Vse so arnke, a ne? Zaščiteno. Moraš šnops gor prinesti. Ja. Moraš imeti fitološko dovoljenje. Ne, šnops moraš gor prinesti. A ja, celo tako, šnop do sabo prineseš. Pa da daš kozarček čez njo. Pa lahko. Dobra ideja. Se veš, da Slovenci se zmeraj znajdemo. Itak, da se. Tule sva se usedla, Ja, in gledala jesenice, ne? dol se pa že vidijo jesenice in pa prelepi ulici. Bled pa smreka zakriva. Takole, če dalje više sva. Koliko je višina, ne vem. Kar nekaj sva že naredila. Ura pa je. Kar greva, ali boža, kar bo sonce začelo. Koliko je ura, no poglej. 8 pa 7 minut, glih 1 uro hodva. 1 uro je cirka. Se pravi še uro pa pol, če tisto drži, kar je pisalo. Pa da vidimo. Tale klančina se bo čez 2 koraka malo ustavila, saj za par sekund. Ne bo se, a se bo. Ja, kar strmo je, ampak saj nič ne čudnega. Kot pravim, premagati je treba 1088 višincev. In ne gre drugače, kot da moraš navzgor. Je pa kar strma, ne Boža? V redu je. Ok, v redu je. Po 1 uri in pol sva se odločila, da naredimo sendvič pavzo. Tle dol bi rad pokazal Alvazorjev dom med temi dvemi smrekami. Če se vidi, mogoče. No, skratka, razgledi so čedalje lepši. Zdaj že vidimo jesenice kot na dlani. In pa v to smer kar zelo veliko. Takole. Dober tek nama. Ja. Boža išče sendvič po telefonu. Tam ga verjetno nimaš shranjenega, imaš aplikacijo, Imam pa slika. da ti da ven Imam iz pa rukzaka sliko, sendvič. No pa glejmo, če ji bo padel iz noge telefon direkt na skale, ki ga je tako grdo odložila. No, tu imaš kisel sendvič. Ja. Boš Hvala. imel polna usta. Po zasluženem sendviču počasi prehajamo ven iz osvežujoče senčke in se podajava na prebujajoče sonce. A ga že čutiš? Žarke še niso tako hudi. Ja, tam dol, ko sva šla skozi po zahodni strani gor. Zdaj se pa že malo obračava proti vzhodni. Kot pravim, dan je spet idealen za v hribe. Pojdite v hribe. Pred nami so prvi travniki. Še malo rosni od jutranje rose. In pa tudi današnji cilj. Seveda ne bi bila midva, če ne bi ubrala krajše poti, ki pa ni tista ta glavna transverzalna označba, ampak gre gor malenkost po Melišču
ampak presekava. Tisto pot bom pokazal, o čem govorim. Tako da so šla po tej sivi črtkani poti. Mogoče pa, da niti ni bilo to tako slaba napaka, ker je bliže. Nekaj slišim. Ja, vidim, ja, samo je Oskar rekel, ni naš mogoč, ne vem. To so zdaj tele jadralniki, imajo noter motor. Tako da se še s tem lahko pomaga malo dvigovati. Tehnika gre tudi tukaj naprej. Nadaljujemo po tem melišču, ki pa ni preveč hudo naporno. Tako da zaenkrat kar gre v tisto dolinco. In če sem jaz prav na navigaciji zdaj videl, se bomo izognila in koči in malem stolu in bo šla direkt na stol potem tam gor. Tako da očitno ta napaka niti ni bila tako slaba. Bova pa videla, kaj zdaj še tle naprej. Se pravi, melišče je pa takšno kot melišče, ampak ni naklon ne vem koliko velik, tako da gre čisto ok. Toliko info, če bo kdo šel tle po tej potki. Kot pravim, tole melišče ni prehudo, tako da je čisto ok. Skoraj je že za nama celo melišče. Še tle gor in se že začnejo prve trave, kjer se priključi tista pot tam gor na vrhu te dolince od koče oziroma iz Malega Stola. No, na tem mestu pa res zapuščava tole melišče. Kot vidite, se že tle začenja potka. Niže dol sva modrovala. Kako neverjetno je, da je sred tistega samega kamna, tam pa je tam že kakšna rožica ven gleda. In sem jaz seveda pametno izjavil, da je to verjetno od gamsa, ki se je posral kake 2 leti nazaj. Ta skrivnost je zdaj rešena. Edino, kar me je zelo zanimivo, da so gamsi tle na Stolu malo drugačni, kot jih jaz poznam. Namreč so bolj beli, pa kakšne zvončke imajo okrog vratu. Zanimivo, a ne, kako se žival prilagodi. Tudi gamsi postanejo beli. Darwin je že imel prav. Gamsi se tudi nekam čudno danes oglašajo. Nekaj kao m, e. In so resnično res beli. Tle je pa gospa mati z otrokom. Fino, a ne? Kako je slastno tle gor. Do zdaj nisva srečala razen enega nobenega planinca. Tle je pa kar nekaj že prisotnih. Boža pa seveda, medtem ko jaz delam tele kadre za video, uspešno pobegne naprej. Tam se je kakšen moj gams evolucijsko spremenil še v bolj temno barvo. Zanimivo pa je, da repek je pa ohranil povsem bel. Kot veste, vsaka družina ima kakšno črno ovco. Tale ima pa celo 2, tam gor se še ena stiska. Ej, repek! Beli repek.
Ovce tiščijo glavo v senco, koliko so pametne. Kot sem prej povedal, se iz tega melišča pride direkt sem, pod mali stol. Jaz sem tle gor kar malo bližnjico vsekal, drugače imate pa tam od spodaj križišče s smerokazi, kam se lahko gre. Boža mi je spet pobegnila. Poglejte jo, kje je že. Tako da gas pod noge. Ale zadnji del poti pa ni več toliko strm, je prav prijetno malo bolj položen. In v manj kot 10 minutah lahko rečemo dobrodošli na Stolu, ki ima že kar nekaj obiskovalcev. Boža je že našla svojo opisno skrinjico in knjigo. A je še kaj placa? No, daj pokaži to čudo od... Po mojem je ovca prežvečila. Kaži, kako izgleda. Tole sem prišla do neke prazne. Oskrbniki, knjigice. Na dan 2. julij 25 bi bilo pa fajn zamenjati. Se je še placa, samo lej, kaj je eden tako mokro not potisnil, pa nekaj takega. Ja, ne vem, kaj folk počne. Je frekvenca prosta. Ceko Sota, Soča 57, Soča Portabel iz Kilo Alfa 001, Ceko Sota. O, S53XX, ne boš verjel, 5-9 na Stolu, izvoli. Se ne vem, a hoče S2S? SP3XX, kaj si rekel? Franče hoče S2S. Če hočeš kaj? Če hoč Sota to Sota. A ja, si Sota to Sota, ja, izvoli. Mislim, če hoč, ni pa nujno, drugače SP3XX skozi Portabel, ja, nič ena. Hoho, super, čestitam. Ja, a boš delal tudi tle na tej frekvenci, ali kaj? A sem ti vzel frekvenco? Ne, ti sam delaj. Brez problema, 5-9. Hvala, Sandi. Ja, boš tudi kavi? Ne, sploh nam delal, imam sam Vokiča s sabo. This is Oscar. Ja, saj tiste 3 zveze še naredim, da boš imel aktivacijo. Ok, hvala, Slavc. Please repeat. Idem 3. A lahko jaz to ba naredim? Oba. Repeat your call sign. Vili 5-9. And direct your... Vili 5-9 si sprejel. Soča 5-6, Ljubljana, Palo Izole bil. East Tirol, Lien. This is Oscar Echo 7. Drago, kar dej. Ja, te nisem slišal, zato sem se pa jaz oglasil. Evo, 5-9 si. Ok, Slavc bo še naredil ta 2. SP3XX, SP6 naprej. Ok, roča. I can copy, but please... V redu, pa kasneje drugače Aleksandar 5-9 si. Da. Ja, Drago, tle en OS7 te pribija noter, toliko fajn gre. Ja, 5-9, Drago, Vili oba sta v logu. Ok, meni sam še referenco povej, ker nimaš spota. Nimam spota, daj mi spot, Kilo Alfa 001, stol. Ok, 5-9. Ja, Oscar Echo Sieben station, here is Sierra 57 Sierra Portable on SOTA activation, over. Sikio Sota, Sierra 57 Sierra Portable from Sierra 5 Kilowatt America 001. Soča 5 nič stigla odrava. Soča 5 nič tega dravo, to mi živijo, 5-9. 5-5 v medvodah. Please repeat your call sign slowly. Please talk slowly.
Tango Delta v logo, hvala Tomi. My call sign is Sierra 5-7 Sierra stroke portable, okay? Sierra 5-7 Sierra question mark portable. Sierra 5-7 Sierra question mark / portable. Again. You got call sign, okay, there is no question mark. That's my call sign. Sierra 5-7 Sierra / portable 5-9. My SOTA reference, Sierra 5, Kilowatt America, number 1, 001, okay? Oscar Echo 7, may I have your call sign? Is that maybe Oscar Papa Juliet? Stimmt? 7 and the SOTA location is Sierra 5 / Kilo America question mark. Number 1, 001, Kilowatt America 001. Ich brauche dein Rufzeichen auch, bitte. Okay, Roger. The SOTA location Sierra 5 / Kilowatt America 001. Okay? Okay, dein Rufzeichen auch, bitte. Okay, mein Rufzeichen Oscar Echo 7 Oscar Papa Juliet. Oscar Echo 7 Oscar Papa Juliet. Okay, wunderbar. Danke für das QSO. Grüß dich nach Tirol. Tschüss. Name hier ist Peter. Name hier ist Peter. Alles Gute. Alles Gute, Peter. Ich heiße Alexander. Ich bedanke mich sehr herzlich für das super QSO. Danke. Sierra 5, 7 Sierra Strich Portable. Sierra 5, 7 Sierra skozi Portable. CQ SOTA. IHX IVG 5-9. Sandi živa, pozdrav za oba. 5-9 za oba, zdaj pa še za SP9 ga isto 5-9. Hvala, super. CQ SOTA SP7S Portable. Oscar Echo 6 Hotel Mike Mike. Oscar Echo 6 Hotel Mike Pike. Hallo, nach Graz area 5x9. 5x9, over. OE6 Hotel Mike Mike 5-9, okay? Ja, servus. Hier ist Oscar Echo 6 Hotel Mike Mike. You are 3x2 QSL 3x2, danke, 73. CQ SOTA Sierra 5-7 Sierra Portable. Very small school. CQ SOTA Sierra 5-7 Sierra Portable. Sierra 5-7 Sierra Portable. CQ SOTA. SP4 Tango India Mike, grmiš tle na stolu, 5-9. Ja, super, lep pozdrav, Aleksander, tudi ti si 5-9, pa upam, da ti ni tako vroče, kot tukaj malo nižje. Zaenkrat je super, malo vetrčka imamo, bomo videli, kako pol za navzdol. Pozdrav, Martina. Super, lepo bodita, uživajta, 7-3. 7-3, Soča 5-7 Soča Portable, CQ SOTA. CQ SOTA Sierra 5-7 Sierra Portable, CQ SOTA. CQ SOTA Sierra 5-7 Sierra Portable, CQ SOTA. Oscar Echo 6 Hotel Mike Mike. Oscar Echo 6 Hotel Mike Mike, you are already in the log, 5-9, okay? Hotel Mike Mike, okay? Hello Alexander, you are 3x2 QSL, danke, 73. Okay, it's very small signal. Thank you for the contact. 73, have a nice day. Thank you for the summit. 73, 73. Okay, how's about now? Is now better? Okay, CQ SOTA Sierra 5-7 Sierra Portable, CQ SOTA.
Kaj so tečne muhe? Žalost ni bilo časa pokazati mojo anteno, ki je bila postavljena. Zdaj mi je pa malo žal, evo, postavljena je bila te gor na tej skali, čisto na robu. In to, kot pravim, se malo ruši dol počasi. Bo zgrmelo dol v avstrijsko stran. Tam gor niti ne zgleda tako, tle je pa kar opasno. Ok, še dobro, da nisem vedel, kje sem sedel. Pa ostali tudi, ko gor zlezemo. Ja, torej, odhajamo zdaj počasi navzdol. Tle se vidi, da so bile ovce na delu, kar se meni osebno zdi zelo fajn. Mogoče pa v mojo koči še kako ovče, ki isto mleko, če to obstaja. Koča je 5 minut. Spustila. Uboge revice počivajo noter. Ja, bom posnel, se to sem hotel prej. Zdaj gor piše 10 minut. Prešernova koča. Pa Celovška koča. To smo pa zadnjič bila, ko sva šla gor na Kozjak. Ja, na Kozjak. Celovško kočo, ja. Kar tu čez bi lahko Ja. šel. Res je bila Celovška koča. Pa zelenica. Ja, kaj si rekla, ovčke? Ja. O, revčice. Zelo jim je vroče. Kaj, še kamen bolj hladen kot okolica. Ja. Potem se stopil iz stola, se ponovno malenkost dvigujemo na mali stol. Ki pa nisem pogledal, koliko je visok. Bom pa zdaj pogledal po napisu. Evo, toliko metrov je visok. Je pa malo vetrček v klopu, tako da je zelo prijetno. Ampak vseeno imamo dolge rokave gor zaradi sonca. Sigurno najboljša zaščita, če ga zdržiš. Evo, tle od spodaj se še fino vidi tale najina današnja meliščna bližnjica. Tle celo neki stol piše od spodaj, se je nekdo trudil. In pa lepo tle gor.
Vse skupaj je zelo blizu, niti 10 minut. In pa dobrodošli na Malem Stolu. Ki je za spoznanje od velikega malo manj hud z prepadnimi stenami. To so neki repetitorji, 4 stekirani dipolčki in pa že tudi kar koča. Prešernova koča na stolu iz te strani. Žalostno zapuščava tole kočo, žalostno zaradi tega, ker seveda nimajo kislega mleka. Nimajo niti svojega čaja več, ker inšpekcija ne pusti. Imajo poplenga planinskega, sicer tistega, ko je v tisti vrečki, vsaj toliko, da ni v tisti klinčavi plastični filter v vrečki. Jaz sem prav jezen. Tako gor, ko hodiš, ne moreš dobiti nič več tako pristnega. Sam še nas terajo v tole industrializacijo, resnično. Ampak ne hodim v hrib zato, da bom jezen, ampak resnično, no včasih je to bilo drugače. Zdaj pa na žalost nič več, ne. Tako da sam še fast food iz vrečke pogrete v mikrovalovki. Ampak pogled tle dol na tole prečudovito Blejsko jezero, smaragdne barve danes, je prelep, da bi se človek jezel. Torej, midva odhajava zdaj po drugi poti navzdol, pa da vidimo, kako je še po tej. Čeprav so že bila tle oba nekajkrat, pa človek pol pozabi, vse jaz si ne zapomnim, samo določene stvari in je pol v bistvu luštno iti po parih letih ponovno. Kot da bi napol šel nekam na novo. Seveda, če si 20krat na nekem hribu, si skoraj vsak kamen poznaš. Ta je moja druga aktivacija te sote. Včeraj so bile pričakovanja, želje malo drugačne. Ne bom rekel glih želje, no, ker v bistvu rabim samo 4 zvezde. Pa greva za to, da hodimo, ampak resnično je danes prevroč dan, da bi 2 uri gor neke zvezde delal. Pa pol po tej večji vročini hodil dol. Toliko malo pa je nekih cirusov se gor navleklo, ki skoraj nič ne zablokirajo. Wow. Tam so tudi, na žalost ne vem povedati, kateri hribi, špičasti. Ja, nekaj vidnosti je. Se pa vidi tle v smeri dol Ljubljanske kotline. Mislim, da je tam Šmarna gora pa Grmada. Da se čedalje bolj tole spet nabira dust v zraku. Nadaljujeva proti Valvazorjevem domu. Ta pot zdaj poteka čez te travnike, je tudi kamnita, vendar mnogo manj strma kot pa ona prej. Tako da mislim, da sta midva kar super naredila, da sva šla tam gor. Za tle dol bomo pa še videli, ker je sigurno bliže. Tale gre mnogo bolj sem pake cik-cak. Fino je, da imamo okropljen zelo prijeten veter, ki malo razpihuje tole vročino, ki zdaj se pa že čuti na koži. Aha, tam dol okrog, pa pol nazaj. Ja, tako kot sem videl na navigaciji. Včasih usekava tudi kako bližnjico in presekava kakšen ovinek. Že sva pri temle smerokazu in odhajava naprej proti Valvazorjevem domu.
Do zdaj je pot skozi takšno dol po teh travnikih mnogo bolj enostavna kot ona, ko smo šli gor. Za vzgortek ni problem, za navzdol ne. Je fajn, da ni tako strma. Ok. Čedalje bolj je vroče, ampak na srečo je veter vklopljen, tako da malo hladi. Približujeva se tudi bolj zanimivim odsekom. Kot je tale recimo. Vse skozi pa je na obzorju v to smer, ko greš, Blejsko jezero. Čakajo, da bi prišla do kakšne sence za sendvič številka 2. Mogoče pa bo tam zdaj, ko se drevje začne, malo primerno za posest se dol. Ja, meni je ta potka bolj všeč, no. Rečeš, češ zdaj enkrat. Meni pa nič pa ne, mislim ne, v redu. Meni se zdi, da zgor je bila ona idealna za iti. Ja, gor, ja, kaj pa bo dol lazila po tistih strminah. Ne vem, kakva bo. Ja, ne vem še kakva bo ta, bomo videla. Ja. Zaenkrat je ta čisto ok. Mogel spustiti. Senčke noče in noče biti. Upanje umre zadnjo, čedalje več je smrek, smo že malo niže. Škoda, da nimam kakega termometra, da bi zdaj to zmeril, koliko je tle stopinj. Po mojem, da že nih 30 pa plus naprej gor. Res je pregreto. In tudi na žalost ni več vetrčka. Imamo pa še kar nekaj vode dovolj za sabo. Barve so še zelo lepe, tele zelene. So še mlade, nič ni videti lubadarja. Super. Slikali smo nageljčke. Ti dišijo. Zelo dišijo. In sva že kar fajn noter v gozdni meji. Še vedno pa nisva najdla ta pravi sence. Čeprav tle je že malo božjo sence, sam je pa tako razbeljeno. Greva še malo niže. Niže, ko greva, bolj je vroče normalno. Okay. Tam pa celo malo pihlja, super. Pot je še vedno več ali manj ista. Sva že fino nizko zdaj v gozdu, tako da ni več tako vroče. To je celo nek objekt, neka lovska koča, nekaj v tem stilu. Tako da jaz mislim, da nimamo več veliko do Valvazorja. Bom še pol enkrat pogledal tja, kako se te poti reče, ko bo prišla do tiste table in ko bova sklenila. Evo, vse tle gor nekaj piše. A boš slikala? Kaj vidiš? Aha, zdaj smo že tam, samo nismo pri istem. Zabreška planina in pa Valvazor gre pa tle naprej dol. Ok. Sklepna misel. Definitivno je meni osebno, bom svoje mnenje povedal, gor za iti tam, ko sem šla midva. Dol se zdaj vračava po tej drugi potki. In jaz, če bi še šel, bi vedno to pole naredil. Gor po oni, dol pa po tej. Zdaj pa, če ste pa ful brez kondicije, pač pejte tle gor. Tle je mnogo bolj odprto, kar pomeni, da že zjutraj sonce nabija. Je treba obvezno iti skoraj, da še pred sončnim shodom tle gor, pa zgodaj zjutraj, ko še sonce nima moči. Tam, če greš gor, greš pa lepo skozi po senčki. Tako, fajn hribček. Vesel sem, da sva še enkrat uspela obiskati Stol in tokrat celo po obeh poteh. Toliko od naju zaenkrat, se vidimo na naslednji ekspediciji, po vsej verjetnosti na Hrvaškem, na otoku Cres.
če bo uspelo kako soto narediti. Lep pozdrav od naju z Božo 2. julija 2025, 7:3. No, zdaj so prišla midva po tej dolgi klobasi, vrnila sva se po Zabreški poti, iz Zabreške planine, gor sva šla pa, imam pa čisto prazno baterijo, gor sva šla pa v Žibor, torej tako nekako, ja. V glavnem, tako da veste, ta je dolga, ta je pa hitrejša, ko sva šla midva gor. To še dodatek k sklepni misli. Ne, to je to.